Vlada je na seji ekonomsko-socialnega sveta sindikatom in delodajalcem predstavila osnutek programa stabilnosti, ki med drugim predvideva uvedbo tako imenovanega kriznega davka in zvišanje DDV-ja. Gre za sveženj ukrepov, s katerim bo skušala premijerka Alenka Bratušek tudi tujino, zlasti finančne trge, prepričati, da je Slovenija sposobna sama rešiti nakopičene težave. Socialni partnerji po pričakovanjih nad napovedanimi ukrepi niso navdušeni. Aprila je bilo v Sloveniji nekaj manj registriranih brezposelnih kot mesec prej. Konec aprila je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih 21.332 ljudi, kar je dober odstotek manj kot marca. Brezposelnost se je tako že tretji mesec zapored zmanjšala. Po 3 dneh je nadzorni svet Telekoma Slovenije le izvolil predsednika sveta. Nadzornike Telekoma bo po novem vodil Borut Jamnik, predsednik uprave Kapitalske družbe in predsednik Združenja nadzornikov. Nadzorni svet mora objaviti razpis še za 2 člana nadzornega sveta. Včerajšnje neurje z močnim deževjem so najbolj občutili krajani Gladomesa pri Slovenski Bistrici, kjer je nepričakovano poplavil manjši potok. Voda je zalila hišo in uničila pridelek na njivah. Najhujše so preprečili gasilci prostovoljnega društva Zgornja Bistrica, ki so krajanom priskočili na pomoč z vodnimi črpalkami. Središče Maribora je danes, podobno kot še v nekaj drugih slovenskih mestih, spremenjeno v evropsko vas. Namen tega že uveljavljenega mednarodnega projekta je bolje spoznati države članice Evropske unije, njihovo kulturo, kulinariko in običaje. Skratka, način življenja v posamezni državi. Bogatstvo evropske raznolikosti na stojnicah predstavljajo učenci iz 35 podravskih osnovnih šol, ki obiskovalce nagovarjajo v kar 27 jezikih. Danes je Mednarodni dan Rdečega križa, ki letos poteka pod geslom 150 let humanitarnega dela, kri rešuje življenja. V Sloveniji zaznamujemo 60 let prostovoljnega, anonimnega in neplačanega krvodajalstva. V tem času je svojo krvjo bolnikom omogočilo zdravljenje več kot 5 milijonov krvodajalcev. V zadnjih letih jih je bilo čez 110 tisoč, kar kaže, da krvodajalstvo še naprej ostaja najbolj množična in plemenita oblika solidarnosti v Sloveniji. Na Višjem sodišču v Ljubljani bo danes potekala javna obravnava pritožb zoper sodbo nekdanji upravi Merkurja na čelo z nekdanjim predsednikom uprave družbe Binetom Kordežem. Okrožno sodišče je lani zaradi oškodovanja Merkurja Kordežu prisodilo 5-letno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja in ponareditve poslovnih listin. Višje sodišče lahko sodbo potrdi, zavrne ali pa zadevo pošlje v ponovno obravnavo. V končnici državnega košarkarskega prvenstva žal ne bo mariborskih košarkarjev. Union Olimpija je bila tudi drugič boljša od Maribora. Domači so sicer dosegli prva koša na srečanju, a je Olimpija z odlično obrambo v prvih 2 četrtinah dosegla premoč. Mariborčani so v nadaljevanju vendarle zaigrali veliko bolje. Ob koncu 3. četrtine so s košem Rizviča približali celo na 1 točko zaostanka. V končnici srečanja pa so bili gostje boljši in bolj zbrani ter zmagali 70-57. Igralci Uniona Olimpije se bodo tako za naslov državnih prvakov pomirili s košarkarji iz Krke iz Novega mesta že 4. sezono zapored. Sreda bo nekoliko bolj sončna, še bodo nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. V četrtek bo sončno in po večini suho. V petek se bodo od zahoda spet začele pojavljati padavine, ki bodo popoldne zajele vso državo. Danes v Dnevniku televizije Maribor. Pahor župani v Oplotnici, občine upajo na pomoč. Voda zalila hišo na območju Slovenske Bistrice, vreme jim je zagodlo že drugič letos. Mednarodni dan Rdečega križa po pomoč žen zaposlenih. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.